super. Jaz mislim, da pa lahko kar začnemo, a ne? Da naredimo Dajmo. akcijo, tako kot pri vas, v ženski klepetalnici, ne? Ampak, a veš, da moram povedati, da je čist drugačen občutek, če si uživo, kot če dejansko se posname in je to kasneje predvajano. A veš, je Aha. en mal drugačen občutek, če si uživo, no, moram priznati. Jaz ful malkrat kakšne zume delam, pa tako tudi v Mhm, službi, mhm. tako da jih ful nisem navajena, no, ampak lej, vse je I- nekaj novega, ne. Ja, ne, vse je super, zato ker fajn je pa tudi, da si vseeno v neki kameri, ti ne vidiš ljudi, a ne, ki so, jih ne vidiš, Ja, mogoče malo tlele, ja. ne, ampak se delaš, kot da jih Ja. ni, pa je pa Ja, lažje. ja. Moram si tako delati, ja. Ja, no sej, 3-4 zdaj, dobrodošle, drage dame, na Lali na kavi z Ano Cvirk. In sicer pritegnila me je njena ženska klepetalnica, njen podcast, in kjer so v bistvu zanimive zgodbe, navdihujoče zgodbe različnih žensk in navdihujejo vsaka posebej, a ne. In hitro smo se zmenili, da se izmenjava, da sva v obeh vlogah, kar je zanimivo, ne. In danes sem prav vesela, da slišimo še njeno zgodbo. Tako da moram pa še povedati, ker je ona prišla prvič k meni snemati za žensko klepetalnico. Ej, to ji tudi nisem povedala, še kar takole ti povem. Vidva sta z možem prinesla toliko dobro energijo v naš prostor. Res toliko dobro energijo, da mene ni bilo nič strah, nobene treme, nič. Tako, Ful kot da dobro. se s prijateljico pogovarjam, kot da te poznam že 100 let, res moram reči, tako kapo dol. A ne? To se ne zgodi vsakič. Ne? In, Ja, hvala za tole pohvalo. Ti pa moram reči, da veš, ko sva se že prej po telefonu pogovarjali, pa tako, preden sva se dobili, in je bilo meni, ko si rekla, imaš kakšna vprašanja, pa tako naprej, a ne. A veš, ful se dobre stvari zgodijo, če so spontane. In ponavadi itak pogovor, sploh ženske se itak rade pogovarjamo in to nas nekako mal fila, a ne. In se mi zdi, da skozi pogovor dejansko potem odkrivaš neke nove plasti ali pa nove stvari o človeku in pogovori kar steče, ker kakor si pripravljen, si v nekem mehurčku in ja, ne znaš iz tega ven in samo v tem noter razmišljaš, a ne. Je pa res je. toliko enih drugih sfer, ki se dogajajo med pogovorom, da enostavno mogoče je zato tudi malo bolj sproščeno. Tako. Ja, pa tudi čist dober vodiš ta pogovor. A ne? Tako da vidim, mislim, se vidi, da to je profesionalno. Ne. Z unimi lučkami sta prišla, vse je bilo tako. Res, dober Ja, občutek. to ima pa mož čez, veš, on pa ni polovičar, tako da je že toliko časa v tem svetu snemanja, da enostavno si ne dovolj, da ne bi bilo popolno. No, evo, super. No, sej, kdor pa mene še ne pozna, jaz sem v bistvu ustanoviteljica Lali Kapme strane skodelice, nič tazga, takole izgleda, noben bav. Ampak poleg tega ne, imamo pa še druge alternative z menstruacijo, tako na enem mestu lahko najdete res čisto vse za menstruacijo, poleg menstrualnih hlačk in tako naprej. In zato je v bistvu moja vizija, da ženskam predstavimo lepši svet skozi celotno menstruacijo in vse rešitve. Poleg tega pa seveda s tem Lali na kavi delamo več različnih vsebin, da podpiramo točno to našo vizijo brezskrbnosti in opolnomočenosti in pozitivne energije na vseh nivojih, tudi kadar nimamo menstruacije, a ne? Ali pa, ko imamo PMS, a ne? Tako da, ja, vsaka lahko res najde eno alternativo zase, med drugim pa seveda ni vse samo izdelek, a ne. Treba se je podpirati, a ne. Tako da, danes sem prav vesela, da si tukaj, da lahko vprašam še ene par zanimivih stvari z tvojega zakulisja, a ne, da te tudi končno spoznamo, a ne samo kot intervjuvanko oziroma kot voditeljico. In najbolj zanimivo mi je, ko delaš nekaj, kar te veseli, a ne, in dejansko ti sama ženska klepetalnica ne prinaša nekega dobička, a ne. In se vidi, da delaš to s srcem, in prva stvar me zanima v bistvu, kaj te dejansko toliko drajva, to, da daješ to svetu. Ja, v bistvu je zgodba kar dolga, ampak jo bom probala malo skrajšati.
Dejstvo je, da jaz v bistvu sem že od 19. leta na televiziji kot urednica, novinarka in tako naprej, ampak bolj tako v zakulisju, ljudje me ne vidijo, ampak se mi zdi, da mi je bilo to vedno fajn. A veš, ker ljudi spoznavaš, sprašuješ, odkrivaš nekaj novega in v bistvu mi je bilo to vedno dobro. Pa sem pa v eni fazi vmes rekla, zdaj pa je dovolj, zdaj bom pa jaz šla čisto en drug svet in sem šla v bistvu delati licenco za nepremičninskega posrednika. 5 let delala v tem. Tukaj se v bistvu po mojem mnenju, no, tako, ko sem kasneje začela malo odkrivati, kažejo neki vzorci iz otroštva. Veš, jaz sem bila dejansko 3. hčerka, oče se mi je pa zdel tako, malo podzavestno je vedno želel valjda enega fanta imeti, ne, tako. In jaz sem tudi že od majhnega vedno hotela biti njemu podobna ali pa delati stvari, ki bi mogoče njega razveselile ali pa tako, pa ne, da je karkoli zahteva od mene, ampak na podzavestni ravni, a veš, si ti želiš ugajati, želiš biti ljubljen in tako naprej. In potem je v bistvu 5 let nazaj umrl in takrat sem jaz začela dejansko odkrivati, da to, kar počnem, to sploh ni zame. Ni, da v enem od svojih v bistvu začetnih zgodb, no, ko sem se dejansko malo predstavila na kratko na svojem kanalu, sem rekla, da mi ni uspel. Ni to, da mi ni uspel, ampak nisem uživala v tem. A veš, dejansko sem z nekim težkim srcem hodila v službo na način, jaz, ko sem bila recimo agenta, ne, jaz ne morem družini, ki se bo zakreditirala, prodati neko stanovanje, ki je polno plesni in ne vem, a veš, ni to moj način dela, samo zato, da nekaj zaslužim, bom zdaj nekaj naredila. In mi dejansko ni uspel na nek način. Ja, zato, ker nisem hotela biti taka mogoče kot marsikdo, ne rečem, da vsi, ampak marsikdo. In takrat sem v bistvu začela malo razmišljati, kaj je tisto, kar jaz sploh sem, kaj je tisto, kar mene navdušuje, ne? Potem sem pa v bistvu še tretjič zanosila, popolnoma nepričakovano, ampak v bistvu mi je to življenje obrnilo tako na ful lepš, kot je bilo, že prej sem imela 2 otroka, ampak se mi zdi, da s 3. otrokom je pa to ratalo tako res ena taka celica, no, pa še res je zabaven otrok, no. In takrat sem v bistvu pa jaz začela malo razmišljati o sebi. A veš, pa tudi približuješ se nekim 40 letom, letos bom 40 stara in se mi zdi, da pol tako malo razmišljaš o tem, kdo sploh jaz sem, kaj mene osrečuje in potem sem dejansko rekla, mene osrečujejo zgodbe ljudi. Mene osrečuje, da to dam svetu in zakaj ne bi svetu? Saj vemo, pač neki celici, ki jo to zanima, ampak zakaj ne bi jaz to dala naprej? Zakaj ne bi jaz to počela? V tem uživam. Jaz sicer res, da imam projekte in tako naprej, ampak to mi je pa tako res za mojo dušo, no? In vsako zgodbo, ko jo naredim in ko greva, ko z možem skupaj delava, ne, ko greva iz terena, se tako ful o tem pogovarjava, ful, tudi njemu se mi zdi, da mu ful te zgodbe dajo, čeprav so zelo ženske, a ne, ampak res, a veš, tiskate dušno neki fila, ki te res napolni in to mi je v bistvu toliko pomemben in sploh, se pravi, z vsako zgodbo na novo, zdaj sem jih naredila tam okrog 30, in z vsako zgodbo na novo sem dejansko začela odkrivati, v čem je sploh srž tega nezadovoljstva pri ženskah, utrujenosti, vsega skupaj, ker čist vsaka od žensk, ki mi je povedala zgodbo, je v bistvu na nek način vpletla to, da nismo dovolj ženstvene. In takrat sem jaz začela dejansko razmišljati, da mogoče se pa res nekaj skriva tudi v tem. Tako da, evo, to je na kratko, če je bilo na kratko. Ja, ne, wow. Res, ful dober. Vmes mi je še en vprašanje skočil, samo da se ga zdaj spomnim. Oziroma misel. Koliko je pomembno, da v življenju, vsaj enkrat v življenju, res dojamemo, kaj je tisto, kar nas navdihuje, ne? In včasih je to zelo težko. Zelo težko. Ti moraš najprej doživeti to izkušnjo, da potem vidiš, kaj ti je naredila ta izkušnja, se pravi, koliko te navdihuje nekaj, ne? Tako jaz ratam čisto pržgana, ko začnem govoriti tam zdravstvenim delavcem vse naše izdelke in koliko je to, pa koliko jih je, pa tako, ne? In ko te zanimanjem opazujejo in gledajo ljudje. To pa mene drive, recimo, ne? Veš, meni se zdi, da če delaš neko stvar s strastjo, se slej ali prej zgodi nekaj. Pa če enemu človeku pomagaš, če to delaš iz tega, da
da v bistvu sebe polniš, ne zato, da bi želel nek feedback na način, wow, koliko si ti dober ali pa kaj ti to dobro počneš. Ne, če delaš to iz pravih vzgibov zaradi sebe, ker to tebi pomaga, sem prepričana, da še komu drugemu pomaga. Tako, vedno je treba izhajati iz sebe in to recimo sem se skozi te zgodbe naučila. Ne. Je pa daleč od tega, da bi bila jaz že v tej ženski energiji tako, kot bi mogla biti. Daleč od tega. Se ful trudim in zdaj tudi delam neke terapije, zato da bom osvojila to, ker se mi res zdi, da je to ful pomembno. A veš, mi smo zares moškim vzeli čisto vse, ne? A veš, čisto vse. Ženska zna dejansko vse narediti, ne? In želi v bistvu vse narediti, ker se s tem nekako dokazuje, a ne? Mogoče se bo to slišalo slabšalno, ampak dokazujemo se na nek način, da smo enako sposobne, da smo enako dobre, da vse lahko isto naredimo kot oni. Pa ja, sej dejstvo je, da lahko. Sam se mi zdi, da s tem tako moškim odzamemo vso to funkcijo, ki jo imajo. A veš? Ja, res se trudimo, da smo vse močne supermenke in kako v bistvu nas to oddaljuje od nas samih. Ne? In pogosto tudi zdravje, veselje, odnosi, to je vse povezano, ne? Ker včasih pa mislimo, da smo supermenke, pa mogoče ne zmoremo, ne vsega, ne? Ker si preveč damo na te rame in pol pa je slaba volja pa vse, ne. Ja. Velikrat je zaradi tega slaba volja, se mi zdi. A veš pa tako ženske, ko sva midve imele pogovor, o menstruaciji in tako, ženske smo drugačne, hormonsko smo drugačne, tukaj ne moramo tajiti tega, ne? In mi imamo te cikle svoje, ne? In nisi v vsakem svojem ciklu enako sposoben, zmožen. A veš, obstajajo, ne vem, jaz recimo, ko imam PMS, jaz vem, da bom dobila menstruacijo, ker po noč ful švicam in zaradi tega, ker skozi jokam. Vsaka stvar me v jok sprava, veš. In se mi zdi, da v službi recimo, pa kljub temu, da imamo te cikle, pa da bi mogle mogoče v neki fazi menstruacije počivati ali pa se mal umiriti, pa vdihati, mi takrat še vedno tekmujemo z moškim. A veš, mi še vedno ne damo vedeti, jaz imam pač menstruacijo, mal težji bom danes delala, ne, ker to je nemoč, a veš, zakaj, mislim, ne moreš ti pokazati, da zdaj pa zato, ko imaš menstruacijo, si pa mal boga, ne. Ne, pač stalno gremo čez sebe v bistvu ženske, ne. In jaz to govorim v bistvu iz lastnih izkušenj, ne? A veš, jaz nisem noben terapeut, ki bi vedela, kako moraš biti ženstvena in kako dobiti to mehkobo. Zato zdaj imam pomoč ženske, ki to počne in to iz mene zdaj ven izvablja, ne? Ker jaz tega ne znam. Jaz vem, kako bi mogla delovati, ampak ne znam do tja priti. In zato je pomembno, da se ženske tudi povezujemo in da si pomagamo, ker vsaka nekaj zna, vsaka nekaj ti pomaga, ti da. In je ful lažje. Pa mogoče ti bi znala razčleniti to navadno utrujenost, pa utrujenost od te praznosti v bistvu, ne? Da občutiš to, se pravi, utrujenost od samega telesa ali pa utrujenost, že izčrpanost zaradi teh super naših moči, ne? Po mojem, jaz to ne znam ločiti. Jaz mislim, da sem zdaj dojela, kaj je utrujenost in kaj je ta utrujenost, ki te res, ki si prazen v bistvu, ker imaš res overdose vsega, ne. Ko si utrujen, si pač zaspan, greš počivat, a veš. Ko pa si utrujen od tega, ker si v glavi utrujen v bistvu, ker so tvoji možgani cel dan našopani, a ne, jaz če ti povem, kakšni moji dnevi izgledajo, mi včasih kdo tudi ne verjame. A veš, 3 otroci, pa tja peljati, pa vmes za šolo, sploh zdajle, ko se končuje, pa ima en mal težave, pa ta druga bi se nekaj igrala, pa, a veš, pa moža recimo ni, ko ima kakšen projekt. In to je, zraven imaš še svoje projekte, a ne, svojo službo in projekt, ki ga delaš z veseljem in tako. In je, a veš, to je pa ta utrujenost, ki si pa dejansko tudi, ko greš spat, ne moreš zaspati, ker si toliko utrujen in tvoji možgani še zvečer, jaz velikokrat, ko se uležem, jaz še zvečer kar pol ure razmišljam, čakaj, a jutri imam pol to, imam to, a veš, in se ne znaš umiriti. Recimo razlika, jaz in moj mož, on, ko se uleže, zaspi v minuti. A veš, on zaspi, on ima prazno glavo, on si jo sprazni pač, to je
ne razmišljam več in zaspim. Jaz tega ne morem. A ne? In zdaj recimo sem v tej fazi, ko sem ekstra utrujena, ampak tako utrujena, kot si rekla, da ne morem zaspati, da mi možgani delajo še zvečer, da se ne znam umiriti. A veš, zadnjič, zdaj, ko delam en ta program za boginjo, mi je rekla, meditiraj. Meni je to nekaj najtežjega. Ker jaz, ko se uležem, jaz se dejansko uležem in zamižim in se probam sprostiti, vmes pa, čak, ja moram Brino pol tja pela, čak, a veš, in pol, ne, Ana, nehaj razmišljati, in spet. In, a veš, in to se meni dogaja tako prvih 10 minut meditacije in pol zadnjih 10 minut se pa res že tako malo umirim, ampak meni je to ful težko. Ampak kakšno pa imaš, kakšno meditacijo delaš? A to vodeno, ali se sama probaš? Ja. Ne, sama ni šans, saj ti pravim, jaz še s to vodeno meditacijo zdaj imam v bistvu težave, čeprav danes recimo mi je prvič uspel, da sem res 20 minut ne razmišljala. Sej to je, veš, to je trening, to je tako kot vsaka stvar, ne? Ampak meni so vse ženske, ki sem imela pogovore z njimi, govorile, Ana, ful je pomembno, da meditiraš, s tem najdeš svojo notranjo dušo, se pomiriš, sej tudi ti meditiraš, sej veš, ne? In če jaz ne bi imela vodene meditacije, jaz ni šans, jaz bi po 10 minutah rekla, da to ni zame, jaz grem, a veš, tako pa, ko imaš nekoga, ki te vodi skozi ta proces, je pa čisto drugače, ne? In meni, ko so vse ženske govorile, Ana, treba je meditirati, je bilo meni tako, ok, jaz to ne znam, jaz to ne morem. In vsakič po pogovoru s kakšno sem rekla, ne, zdaj pa bom res začela. Ampak jaz sem se ulegla in jaz sem po 5 minutah rekla, oh my god, ne, da jaz imam še ful enih stvari za narediti, jaz nimam cajta za to, a veš? In to te v bistvu utruja, ker ti ful, mislim, sploh jaz recimo ful od sebe pričakujem. Jaz hočem biti dobra mama, hočem biti dobra v službi, hočem biti dobra žena na nek način, hočem, a veš, vse hočeš biti dobra, ne? In ne znaš se ustaviti in je to ful težava v bistvu. In tukaj pride ta utrujenost, ki gre naprej po moje, ne vem, nisem strokovnjak, ampak jaz mislim, da gre to potem naprej v izgorelost. In jaz vem, da ta trenutek zdaj se moram ustaviti. Ja, ampak, a veš, vse to ti telo pove, kdaj veš, da se moraš ustaviti, ker enostavno ne gre. Ja. Ne moreš. Ja. In pa vsi recimo govorijo, koliko sem jaz v glavi, pa koliko nisem v telesu, se pravi, ne, to je isto, skozi razmišljaš to, kaj bo še narediti, da tole nisem naredila, jo pa bom to jutri, pa planiranje za naprej, pa planiranje za naprej. In pol razmišljaš, ok, pa sej meditiram, pa sej zašla še na transcendentalno meditacijo. Z uno mantro, pa to ful dobro dela, ampak kaj, ka moraš ti sedeti? Jaz bi pa rada zaspala, a ne? Težko sedim, pa meditiram, pa pol zaspim, tako malo imam težavo, no, s tem. In tisto me je včasih celo glava bolela, zato ker ni ugasnil, ni pa, če si ne vem, koliko se še matru, te začne glava bolj, če ne ugasneš, ne? In res težko moraš se ful enih tehnik različnih, kar ti pač lahko pomaga si posluževati, ker sam od sebe pač ne zmoreš, ne, kako, ne? Kaj ne grem, jaz zdaj v svoj telo, ali ne? Ja. Ne, pa veš, kaj je velikrat to je, recimo, jaz sem včeraj doživela eno tako razsvetljenje, ker sem rekla, nimam časa meditirati, ker sem se s to Urško pogovarjala, ki mi dela te meditacije, pa sem rekla, Urška, sorry, jaz jutri nimam časa meditirati. In potem mi je v bistvu rekla, kdaj pa si boš vzela čas na ta način, ne? Ker ti si zase najbolj pomembna, ne? Ko boš ti v redu, bojo vsi okoli tebe v redu, ne? Pa sem jaz tako malo razmišljala in sem si rekla, pa pismo, Ana, 20 minut na dan ali pa 15 minut na dan, če si pa to ne moraš vzeti, pa res ne vem, kam bo to šlo. A veš, in sem prav danes, sem si prav zavestno vzela, ne, zdaj imam jaz teh 20 minut. In a veš, tudi včeraj, ko sem rekla, recimo možu, ne, sem rekla, pa a veš, jaz nimam nobenega cajta zase, pa tako, pa on meni reče, pa dobro, zakaj mi ne rečeš, zdajle rabim čas zase, pojdi na sprehod, ko si hotela iti na sprehod, pojdi na sprehod, bom zrihtal, pa če se bo ta mala še kaj zbujala, v redu je. A veš, ampak ženske, vsaj jaz recimo, no, pričakujem, da bo on to sam ugotovil. A me ne vidiš, kakšna sem? A ne vidiš, da se ne počutim dobro? A ne vidiš, da sem zoprna? Zakaj mi sam ne predlagaš? A veš, ampak valjda, mislim, moraš valjda skomunicirati z okolico, a ne? In, a veš, vsega tega se zdaj učim in vsaka zgodba mi
mi na nek način to na novo malo odpre, veš. Tako da ja, ful. Tako da to me v bistvu ful fila, tako kot si rekla na začetku. Ja, bravo, mislim, viš, že to je veliko, da si zvedla, kaj te fila, da lahko potem tudi to daješ naprej in te pomirja in ti daje tisto, kar rabiš nazaj. Ne? Ja. Ja, kaj pa recimo zate pomeni biti močna, pa nežna hkrati? Joj, to je pa ful težko vprašanje, veš, ker Ne. nežna pa, Močna, ful. ja. Zato, ker mi rečeš besedo močna, točen vem, kdo sem. Ko mi pa rečeš besedo nežna, sem pa tam, kjer sem na začetku rekla, da sem še daleč od tega. A ne? Jaz sem nežna na način, da objemam, da povem, da imam rada. To ja, da bi bila pa jaz v vsakdanjem življenju nežna. Tako, a veš, jaz že ka hodam, jaz hiter hodam. Jaz ka govorim, hiter govorim. A veš, to ful ni ženstveno drugače, ne? To je čist moški vidik, dajmo zdaj, gremo hiter, moramo iti, moramo se premakniti. A veš, to je vse neki, gremo proti cilju, a ne? In to sem jaz, a ne? In ko mi rečeš močna, točno vem, jaz sem močna, jaz pač vse lahko naredim, vse delam. Ko mi pa rečeš nežna, se pa kar malo zamislim, da v bistvu sploh še nisem tam. Tako, ful daleč od tega. A veš, ko se mi zdi, da si v tem stalnem hitenju in nekem stresu in to delovanje z glavo, ki si tudi prej rekla, ne, da sploh ne vemo, kaj je to biti nežen zares. Pa veš kaj, mislim, ampak če te jaz tako pogledam, pa ko se pogovarjam s tabo, pa ne vidim toliko moške energije. Jaz pa te vidim tudi nežno. Ja, saj pravim, sem nežna na način, da objemam, da povem, da imam rada in tako naprej. Te stvari, ja, ampak da bi jaz delovala nežno tako že, da bi, ne vem, kako naj to sploh povem, ampak da bi dejansko jaz izhajala iz te nežne ženstvene esence, to pa ne, veš, to pa ne, zato ker se mi zdi, da tukaj imam pa še zmeraj neke vzorce iz otroštva, da moram biti močna, da vse lahko sama naredim, da lej, sposobna sem in zmorem in ta nežnost jo kar malo tlačem dol, ne? A veš? A imaš še kakšne druge rituale, poleg te meditacije? Si še kako drugače pomagaš? Vem, da si rekla prej, da na neko terapijo ali kako? Ne, to je v bistvu to. To je v bistvu prek Urške Trampuš delam eno v bistvu zbudi boginjo v sebi in to je en tak protokol, ki traja skoraj 1 leto, ki te ona v bistvu vodi skozi neke tvoje dušne zapise in potem ti tudi daje meditacije na tedenski ravni ali pa celo 3-4 dni, kakor je, ne. Tako da to je zdaj prva stvar, ki jo zares delam za svojo žensko dušo. A veš, ker zdaj sem ugotovila, da, a veš, težko je prodajati nekaj, pa ne, da zdaj jaz prodajam žensko klepetalnico, ker zares v bistvu sam mene fila trenutno, pa verjetno še koga, ki gleda, ampak ne moreš ti nekaj prodajati, če ti dejansko čist drugače živiš. A veš, in ne moram jaz govoriti o ženski energiji in delati zgodbe ženskih energij, zraven sem pa čist v moški energiji, a veš. Ampak se pravim, vse to s časoma spreminja, samo to je ful proces, da ti to osvojiš dejansko, a veš. In se mi zdi zdaj, ko naredim nek majhen korak, ko, ne vem, možu rečem, tega ne morem, a lahko ti narediš, ker včasih jaz tega ne bi nikoli rekla, ne, jaz tega ne morem, meni je to bil poraz, a veš. Ko zdaj rečem, jaz tega ne morem, on reče, ja, bom jaz. A veš, sploh ni težav, jaz jih vidim, a ne. In ko mu to rečem, si rečem, okej, lej, on se boljš počuti, on se dobro počuti, zato ker nekaj naredi, a ne, je koristen, nekaj naredi zame, za družino in tako. Jaz sem pa tudi v bistvu vesela, ker nekomu nekaj dam, ampak to zelo malkrat naredim, premalkrat, a veš, se pravi, to je proces, ki ga zdaj osvajam in bom v bistvu prišla do tja. Ampak prvič sem se pa res ženstveno energijo srečala po moje 10 let nazaj, ko sem bila prvič na Džotišu. Džotiš je, se poznaš, no. V glavnem, in je meni tam gospa ful enih stvari povedala, med tem tudi, da bom imela, da imam, a imaš ti 3 otroke, pa jaz tako, ne, 2, a veš, mi že takrat, ne, očitno je bila moja zadnja Zarja že zapisana v zvezdah, a ne. Ampak takrat je ona meni rekla, Ana, ti si toliko dominantna, ti moraš
pa jaz sem res včasih imela ful rada rdečo barvo, črno barvo, te močne barve, a veš. In ona meni, ti moraš ženstvenost ven dati, tvoj partner ni zadovoljen, ker nima funkcije, ti moraš svojo ženstvenost ven dati in začni nositi, ne vem, roza barve, a veš, začni malo bolj ženstveno delovati, daj si kdaj uhane gor. Pa sem jaz takrat res razmišljala, pismo, ne, mogoče pa res, a ne. In takrat v bistvu prvič, pol pa vmes nič, ne, pa sem vmes malo pozabila na to, pa skozi te zgodbe spet, no, tako. Ja, wow, ne, ker zanimiv, veš, kaj me zanima, a si pol probala kdaj uno mojo tehniko, kako prideš v žensko energijo? Popek tehniko, a to, kar si zadnjič kazala? Ja, to ja. Ja, sem probala. Sem probala? Ja, kako? In je fajn. Dober je, v bistvu je tako, ko bi mal trebuh zažarel, tako, veš, kar malo toploto čutiš spodaj, vsi ti, recimo maternica, jajčniki, se mi zdi, kar tako eno tako toploto oddajajo od sebe, no, tako, dobiš kar eno tako mal magnetičnost, no, tako se mi zdi. Dobra vaja je, ful. Je. Pa tudi mislim, da se malo mehkobnejša ratam tudi, ne, zato sem zaspana, zato vedno rečem, da sem zaspana, ne. No, jaz zaspana nisem bila, me je pa res tako malo, veš, da si malo v enih nebesih, a veš, tako malo se lepš počutiš, no, ker malo ti gre na smeh, tako, a veš, na ta način. Ja, to je to. Super mi je bila vaja. To je to, ja, super. No, če še kakšno zanima, lahko pol pokažem to vajo še enkrat, ker je kar močna, pa kratka, pa taka, ja, res simpel, to lahko v službi med pavzo narediš. Ja. Skorda ne, če nisi pol zaspan, no, tako kot ti, ampak ja. No, sej. Kaj pa recimo, če bi bila tvoja prijateljica, ne, zdaj ti že vidiš, zdaj ti si imela že svojo zgodbo, svojo izkušnjo, ne, in da bi bila recimo tvoja prijateljica na robu izgorelosti, kaj bi recimo povedala, kako bi pristopila k njej, da ji nekako odpreš to srce, a ne, kaj bi v bistvu rekla? To, kar meni vsi govorijo, vzemi si čas zase. To, kar meni vsi govorijo, to bi jaz naprej rekla, a ne? Vzemi si čas zase, ker si ga tudi jaz premala, ne? Oziroma si ga včasih sploh ne, a veš? In to je v bistvu ful narobe. Ful je narobe, to res. Pa sploh ne znam povedati, iz katerega vidika, ampak ko si ti, ne vem, dobiš s prijateljicam, pa poklepetaš, a veš, ti spet nekaj sebe daš ven, tvoja duša je malo prazna, ker si se malo zlajal, a ne, na nek način. Tako se mi zdi, da se boljš počutiš, malo si nafilan, a veš, malo slišiš zgodbe drugih, tako, a ne. Recimo, ko greš sam na kavo s prijateljico, si ni treba, da delaš neke zgodbe, a ne. A veš, že to recimo te tako ful fila. In jaz si ful premalkrat vzamem čas sploh za prijateljice. Jaz sem ful prijateljic izgubila, zato ker si nisem vzela časa. A veš, ker to je v bistvu tako kot odnosa, ne, s partnerjem, pač skozi gradiš, ampak okej, z njim skupaj živiš, pa že najdeš tistih 5 minut, a ne, ko pa ena prijateljica živi, ne vem, v Ljubljani, ti si pa v Kranju ali pa tako, pa si že ne najdeš časa, ne, rečeš, nimam časa. Čeprav res ta čas, a ne, to je samo en klinčev izgovor, ne moram lepš reči, a veš, tudi jaz ga skozi uporabljam. Zakaj? Nimam časa, to skozi delam, a veš, imam čas. Samo vzeti si ga moraš si v bistvu prerasporediti, a ne. In včasih sem prav jezna sama nase, ker rečem, nimam zdaj jaz časa zase. Ja, kdaj ga bom pa imela, pol, kam 70, a veš, moraš si dejansko, moraš si ga vzeti, ampak se pravim, to je najtežje in to bi svetovala. In pa bi si skupaj mogli čas zase vzeti. Ne se bi svetovala tudi vse po enem, a ne. Ja, absolutno. Ful bi se pogovarjala, večkrat bi šle na kavo, pa čas bi si zase vzela, tako. To bi predlagala, evo. Tako težko je tiskalupa, ne? Ful. Vsaka stvar, ki je drugačna, v bistvu greš malo iz svoje cone obdobja, ne? In to je vedno težko. Jaz se pravim, jaz zdaj, ko te terapije delam, sem vsak dan izven cone obdobja. A veš, vsak dan, ko rečem, zdaj grem pa meditirati, je to izven moje cone obdobja, ne? A veš, ker jaz zdaj sem nekoristna, jaz 20 minut zdaj ležim, in ne razmišljam nič, a ne. Probam zdaj v glavi to sprocesirati, da to je ta čas zame, če ne drugega, ne 20 minut. Ampak je ful težko, veš.
Ker si Ja. ti v nekem kalupu, stalno vse imaš poštiman in pol kar naenkrat pride neka stvar vmes, ki jo do zdaj nisi imel. In je tako, kaj pa se zdaj dogaja, a ne? Kako bom jaz zdaj to? Zdaj si moram vsak dan 20 minut vzeti, to ne vem, če bo šlo. Pa seveda, da gre, a ne? Sam pri razporeditvi moraš čas, a ne? Kukaj meni, ki so zadnjič rekli, da bi mogla delati pa dihalne vaje, a ne, zato da si bolj v stiku s sabo, a ne. In sem prav na glas rekla, ja, sem že probala dihalne vaje, ampak mi grejo na živce. Čuden, ne? Čuden, ne? Ja, Ja. vem. Te čist razumem. Ker je spet nekaj novega, a veš. In spet nekaj, kar moraš v bistvu osvojiti in je nek trening in moraš nek čas vlagati v to. Časa nam pa itak vsak dan zmanjkuje, a ne? Ja, pa malce se mi zdi dolg čas tam dihati nekaj brez veze, a ne, a v bistvu pa ful mehča, glih to najbolj mehča. Ja, ful. Ja. Ej, Jaz vem, ker sem v eni fazi, ko je bila ta mala stara leto pa pol, ko sem jo dajala spat, sem mogla sedeti zraven. Pač tak proces sva imele. In jaz dejansko takrat sem začela kvadratno dihati. Ker sem, a veš, postajala nervozna, ker to je trajalo 1 uro, ne? Jaz sem tam sedela 1 uro in mi je bilo tako, oh my god, koliko bi jaz že vmes lahko enih stvari naredila in zdaj tukaj sedim in sem čist neuporabna in, a veš. In sem začela v bistvu kvadratno dihati in jaz, ko sem ugotovila, da sem se jaz sprostila s tem dihanjem in sem samo še razmišljala o tem dihanju, je ona zaspala. A veš, ker recimo to, kar sem prej rekla, da ona res ni bila pričakovana, ampak v bistvu ful zaželena, ona mene toliko uči vsak dan, da to je noro. Mogoče sem zdaj bolj dovzetna za te stvari, ker sem starejša, ker pri prvih 2 pa tudi enega za drugim sem imela, pa to je bil stalen stres, a veš, pa enega dojiš, ta drug bi že s poganjavčkom šel naokrog, a veš, skozi je neki, ne, ker sta bila dosti skupaj. Pri Zarji, pri Tamali se mi pa zdi, da res ona pa mi prav kaže ogledalo, kako, če je starš sproščen, kako lahko je otrok sproščen. In če si ti stalno, če jaz hitim in ona začne jokati, recimo, jaz se moram, in to sem se naučila pri njej, jaz se moram ustaviti, spustiti vse iz rok takrat, in ko se ustavim in počepnem k njej, se pomiri tako v minuti. Če pa jaz rečem, lej, samo še tole moram, pa gre pa v jok, histeričen. In v bistvu, če bi se to zavedale prej, ne, in tukaj bi bile lahko materinske šole veliko bolj koristne, kakor pa da ti kažejo, kako previti otroka, ne, bi po moje čisto drugače dojemali vse, kar se tiče vzgoje otrok. No, tako. Res se mi zdi, da za mene je ona ful tega naučila, no, da dejansko, ko se ti umiriš, se tudi otrok umiri, ker tvojo energijo zaznava. Ne. Tako. Še dobro, da imamo otroke, ne? Kam bi že prišli? Ne, sej itak, otroci so itak naši učitelji, ne, sej to, ne, pridejo z nekim razlogom in ti nekaj tudi dajo, a ne. Ja, sej hvala Bogu. Ja. In tukaj se je dobro pogovarjati s tabo. Jaz bi se še kar. Hvala. Ja. Je pa res, da sva že kar tako, skoraj že 40 minut. Te vem, vidim. Ja. Jaz sem ti rekla, ko jaz začnem govoriti, me ni zaustaviti, veš. No, ampak super. Jaz mislim, da sva lepo zaobjele tole žensko energijo. Vse mislim, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, prosim. Drugače pa najboljš, da tukaj zaključiva, da ne bova predolge. In res me je veselilo, ful je bilo zabavno, zanimivo, no, se s tabo pogovarjati o teh stvareh in to so take življenjske teme, ki jih moramo nasloviti, ne, pa jih premalkrat, dejstvo. Ja. Tako da še enkrat hvala. Veš kaj, ja, hvala tudi tebi za povabilo, bi pa mogoče samo še za konc, no, rekla, da dajmo res, to zdaj tudi to, kar jaz moram narediti. Dajmo res, ko rabimo pomoč, skomunicirati z okolico, da rabimo pomoč. Če ti rabiš pomoč, ni nujno, da si zaradi tega šibek, a ne, in da kažeš nemoč, ni res, a ne, kažeš v bistvu moč. In ful bi bilo fino, no, da res odkrivamo te svoje plasti znotraj sebe, ker jih imamo ful in so ful raznolike. In ko bomo enkrat res ugotovili, kaj je tisto, kar nas fila, tako kot recimo mene te zgodbe,
je pol, imaš nekaj, kar te res osrečuje in srečen človek je pa itak, ne, je pa naredil vse v Najboljš. bistvu. Ja, Ja, zato smo na tem svetu, da smo srečni, a ne. ja, Elena, hvala za message, ne, res zanimiva življenjska zgodba, hvala. Hvala, Elena. Jaz upam, da hvala. smo koga navdihnili, ne. Tako da danes bomo šli Tudi spet jaz. malo meditirati, malo dihati, pa Absolutno. da bomo jaz srečnejši. Tako. Hvala ti, Mateja. Hvala enako. Uživati. Čau. Enako. Čau, čau.